nekaj se mora zgoditi, en trenutek, en moment, in to je neka erotika pri ženskah, a ne, da se ti vzburaš. In to, da ženske nimajo več libida, pa da se jim ne da več seksa, sploh ni res. Nova Kozmo epizoda je tukaj in Flora je Malotrič vse prav lepo pozdravljam. Upam, da ste imeli en lep februar. Američani so ga zaradi Valentinovega poimenovali mesec ljubezni, no ampak tudi marec je lahko mesec ljubezni, ker prihaja še en zelo lep praznik, ki je meni še ljubši kot Valentinovo in to je Gregorjevo, pa še slovenski je. Zato bomo tudi v tokratni Kozmo epizodi govorili o temi, ki nas zelo zanima in to je ljubezen, partnerstvo, seks in tako dalje. Našla sem eno izjemno gostjo, z mano je Milena Pleško, ki je v bistvu ustanovila prvo certificirano matchmaking agencijo v Sloveniji. Zdaj pa meni je tvoja zgodba zelo zanimiva, zaradi tega, ker ti si prišla iz odvetnice, ki je ločevala pare, do tega, da imaš zdaj svojo matchmaking agencijo, tako da imaš v bistvu zgodbe zaobjete iz obeh strani. Kako se je to sploh začelo, da si šla v to smer? Pozdravljeni, hvala za povabilo. Dejansko se je začel že v mladosti, ko vsi nekaj probamo pomagati pač našim prijateljem, koga spoznati in tudi od takrat imam nekaj lepih zgodb, ampak v odvetništvu so se pa te ločenci meni pač zasmili, zgubili so partnerko, zgubili so prijatelje, takrat še ni bilo toliko teh vseh spletnih medijev in sem že takrat začela malih povezvati v tem, ne vem, imam jaz eno gospo, ki pride popoldne, pa sem povezala enega gospoda, tako se mi je zdelo, da ima ta neko isto zgodbo, sta se slišala, sta se videla, sta si bila v podporo in pomoč. Potem sem pa nekako razmišljala, kako bi jaz to rajš delala, ker tam pomagala pri teh ločitvah in sem našla v Angliji, da je to pač utečena dejavnost po svetu, da je to resnično zelo dobro, da pomagaš ljudem in sem šla v Anglijo na eno akademijo, tam pridobila certifikate znanja in vse to implementirala v Slovenijo na mal drugačen način, se prilagodila tem našim balkanskim korenijam. Jaz namreč obožujem Slovence, ker menim, da smo ravno prav spontani, pa zanesljivi, dosledni, tako da imamo vsega pomal in sem malo mogla prilagoditi teh hladnih angleških not in gre super. Zdaj že krivam že celo Adria regijo in... bravo! Meni je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker ravno, ko sem srečala Zori, ki je najna skupna prijateljica, ki je bila tudi tukaj na podcastu, je v bistvu ona tist večer na enem dogodku rekla, jaz imam pa eno, ki jo pa nujno ti moraš imeti na Kozmo podcastu in mi pove temo in jaz rečem, matchmaking, zanimivo, dajmo probat. In naslednje jutro se zbudim in jaz zelo, zelo rada poslušam podcast The Diary of a CEO in je on v bistvu imel tega Pavla, ki si tudi rekla, da ga ti poznaš, ki je tudi matchmaker. Naslednje jutro je bila točno ta epizoda lansirana in sem rekla, če pa to ni znak iz vesolja, da mi tudi to rabimo tukaj v Sloveniji. In pa sem rekla, mislim, da ji moram takoj napisati in sva se zmenili, tako da hvala, ker si vzela čas. Ja, mi smo v bistvu vsi matchmakerji po svetu smo povezani, Evropa sploh, tako da se tudi med seboj pomagamo. Je pa on bil strokovnjak od poroka na prvi pogled v Angliji, jaz pa v Sloveniji. Sva se takrat malo izmenjevala in prišla do tega, da ljudem so take, da v bistvu najlepša ljubezen je malo dolgočasna in da je pa tudi najlepša in se najlepše počutimo. Ljudi pa privlačijo malo drame, pa kakšni problemi, tako da mogoče ni najbolj gledana oddaja. On je vsaj rekel, da pri njih je bilo prelepo, da ljudje niso to hoteli gledati, ker naj gledajo dramo. Sam zakaj nas tako privlači ta drama? Po moje iz nekih vzorcev iz mladosti, zato ker smo tako naučeni, navajeni, vedno veliki, v življenju so izzivi, življenje ni pravljica in ker ves čas smo navajeni na neke viške, padce in pa nam to dviguje adrenalin in nas to bolj zanima, kakor prej najdemo neko nevoščljivost pri ljudeh, ki jim gre fajn. To je pa res, ja. Ampak ti recimo v tem matchmaking svetu v Sloveniji, kako to zgleda? Ker zdaj vedno več ljubezni vemo, da se seli na splet. Mi imamo zdaj razne Tindre, Bumble, ne vem kaj vse, jaz pač nisem na teh aplikacijah, pa ne vem, ampak imam pa ful zgodb od kolegic, pa nekatere so ful uspešne, se mi zdi, da je to zdaj ratalo tako neka čist normalna stvar, oziroma normalen način, kako nekoga spoznaš. Se spomnim, ko sem študirala na Dunaju, kot Tindra, po mojem sploh tukaj v Sloveniji ni bilo ali pa je bil zelo slabo razvit, ampak na Dunaju je pa to
noro laufer in imam prijateljico, ki je čisto vse svoje fante do zdaj spoznala pač na Tinderju, a ne? Ja, jaz sem navdušena nad vsem, jaz pravim, domov noben ne potrka in meni vse, kar nastane v živo, je super. Ni važno, na kakšen način, spodbujam vse. Seveda, na spletnih aplikacijah je treba biti previden, glede zlorab, glede prevar, glede neresnic, imeti tudi čas. Predvsem mladi, rastete gor s tem in vam je to bolj domače, tudi z vsemi aplikacijami, z vsemi poznavanji pač vseh teh spletnih tehnologij. Medtem, ko mogoče starejšim je tukaj malo težje, ampak se kar dobro priučujemo. Jaz ravno zato sem želela ponuditi prostor za tiste, ki se ne želijo izpostavljati na spletu. Jaz čisto osebno delam, vsakega osebno spoznam, izvedemo nek spoznavni sestanek, kjer se posvečamo sebi, vrednotam, vzorcem, kaj si kdo želi, česa si ne želi več. In nekoga, ki se noče izpostavljati na spletu, ali pa nima časa, ker zato je potrebno kar nekaj časa malo prebrati, si dopisovati. Včasih je zelo težko koga spraviti izza ekranov. Se mi zdi, da to mečkanje zdaj prišlo, da so ljudje se naučili, da če nekdo ne gre, ne vem, po 2 tednih na zmenk, to jaz vedno rečem, da potem pa spusti. Ampak ljudje smo različno čustveno prazni in nas nekdo lahko s tistim pisanjem zelo lepo napolni. In v tem delu je treba biti previden, ker čim prej se je treba srečati. In tukaj jaz in pri nas v agenciji spodbujamo srečanja in mi do prvega srečanja ne dovoljujemo nobenega dopisovanja. Zato, da vlečemo ljudi ravno iz ekranov na staromoden način, prilagojeno tem modernim časom, tako da nimamo nobenih baz, noben se nobenega ne pregleduje, nobene informacije ne pridobi, razen tiste, ki mu jo ponudbo mi naredimo, se pravi nek sestanek, profil in predstavimo nekemu Mihatu, pošljemo nek profil, on prebere nekaj osebe, ampak to je bolj tako kot energijski odtis in cilj je, da te osebe ne moreš najti na spletu. Se pravi, tako pokrijemo in zakrijemo podatke. In obratno, ker želim, da se srečata 2 energiji, ne pa pričakovanja, koliko je kdo uspešen, kakšen je kdo, seveda damo slikce, čeprav po pravici povem, da je najboljša agencija za matchmaking in najdražja dela brez fotografij. Zato, ker to tako ubija priložnosti. Ljudje pišejo cele strani, ker vidijo eno fotografijo, ki je pač reportažna. Ti moraš iti v živo, ti moraš videti govorico telesa, ti moraš slišati glas, ti moraš začutiti to energijo. In jaz sem zelo nenaklonjena sojenju po fotografijah. Se pa potrudimo, imamo tudi fotografinjo, imamo neko stilsko svetovanje, ponudimo neko celostno pomoč nekomu, če prepoznam, da mogoče bi kdo lahko na kakšnem delu na sebi mogoče malo nadgradil in mu tudi svetujemo. Tako da kle gre bolj, da jaz se ukvarjam z osebo prej, zelo močno, preden začne dejtati. In kar pa jaz vidim z leti, da je res naša zelo velika dodana vrednost, je pa, da potem, ko se osebe vrnejo z zmenka, nam dajo nek feedback, neko povratno informacijo. S tem pa mi vsi rastemo, ker kolikrat se nam zgodi, da nekaj dejtamo, pa nekdo zgine, nas ghosta, nekdo nekaj zmoti, reče, jaz nisem predober, sem predobra, preslaba. Kolikrat ljudje ne vejo, včasih ne vejo, zakaj so se ločili. Mi pa dobivamo, se trudimo, seveda, se zelo trudimo, tudi ne vedno vsega. In potem dobiti neko informacijo in pa rečemo, tudi tako vemo, kakšna ta oseba je na zmenki, ker seveda jaz, ker nekoga spoznam, je tam v interakciji z mano. In zelo lepo lahko nekdo zraste in se začne zavedati, kdaj kakšen moški reče, to je narobe, okej. In potem steče. Skratka, zelo tudi smo lahko doprinos v nekem ozadju. Pa predvsem ponujamo neko varno okolje, vedno se obrnejo lahko name, tisto, kar mi rečemo, da bo tja pride, se pravi, ne pride nekdo z 10 kilom manj pleša, 10 let starejši. Tako. Varno, zanesljivo, zaupanja vredno.
Ja, zanimivo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo veliko tega ghostanja, kot si rekla, a ne? In to zelo boli, da se ti, ne vem, z nekom spoznam res nešteto zgodb, zdaj, ko imam veliko samskih prijateljic in pa se valjda pogovarjamo med sabo, ker ne vem, eni fantje pišejo, vse je perfekt, pol pa na koncu ali reče, da ima punco, ali da, ne vem, ali kar neha pisati pa zgine, tako da v bistvu to so zelo boleče stvari, ker ti se prek dopisovanja že lahko zelo navežeš na neko osebo, a ne? In zdaj, če nekdo zgine brez nekega pojasnila, je to zelo boleče. To je grozen. Tle, absolutno se strinjava. To, to ghostanje, ne vem, sploh še nisem prevedel, nekaj imam z nekimi duhci, ampak je res ena taka, prav boli, a ne, to tako, kot zavrnitev fizično boli. In ker imamo ljudje probleme in s tem, da pač danes je tako z lahkoto varamo, a ne, pa kaj vse je varanje, mogoče malo kasneje, ampak s tem ghostanjem je res velik izziv ravno s tem dopisovanjem, a ne. Zato jaz pravim, dvojina nastane s srečanjem. Pejte na dejt, pejte na srečanje, potem se pa boste začutili veliko več, boste videli, kaj lahko pričakujete, boste osebo lahko vprašali. Jaz kar svetujem, da se na prvem zmenku se mladi ne pogovarjajo, glika, nekdo bo imel otroke, ampak zakaj pa ne v prihodnosti, če bi ti bil všeč, ampak kakšne stvari, a ne, ta komunikacija je tudi, ima prostor za napredek v našem prostoru. No, ja, se strinjam. In je tudi veliko moških je zghostanih, a ne, in veliko moških doživlja to, oboje, da ljudje tako iščejo pozornost in se božajo in si dvigujejo to samozavest, pa ko zapolnejo to čašico tega, kar so potrebovali, to potrebo, a ne, potem pa osebo enostavno odrinejo. Tako da v bistvu izkoriščajo in zlorabljajo splet, zato da svoje te potrebe po pozornosti, po biti pomemben, po biti virtualno ljubljen, zadovoljujejo. In zato tukaj se moramo pa mi sami zaščititi pred tem. Ne prehiter, ne preveč, počasi, a ne, in osebo čim prej na zmenk, če govoriva, čim prej v živo. Ja, na tak način pa še nisem slišala razlage o ghostanju. Ful zanimivo, da si v bistvu neko praznino krpaš s tem, z lepimi puncami ali pa fanti. Ne, zdaj, če ti nekdo potem reče, to, da ti nekdo reče samo v partnerstvu, to je meni še super, ne, to, da ne veš, da si vse naredil, da si za sebe pravilno, da niti ne slišiš, lej, meni pa ni. Ne vem, se kaj ti poseba, a ne, pri tem tipkanju je tudi tako, nekdo neko vejco narobe postavlja, nekdo nekaj narobe napiše, mi si to razlagamo drugače, ne, ali pa en napiše v neki naglici, danes ne morem, ne, ti pa si pričakvala, ne, zdaj on je bil res v neki gneči in mislim, to samo razlaganje, brez komunikacije, velikrat prenese toliko nesporazumov in čist napačnih tolmačenj tega, kar je nekdo na drugi strani hotel reči, zato se je treba pogovarjati. Vsaj na videoklic ali pa na telefonski klic, čim prej, no. Da začutiš človeka, kakšen je. Pa tudi, ne, da se že tako, ko se pogovarjamo, kolikrat se narobe slišimo. A ne, kaj šele zdaj, ko si tipkamo ali pa se gledamo, pa ko malo govorico telesa vidiš, pa slišiš, a ne, če jaz rečem, nekaj z višjim tonom, pa z njim, lahko vse presodiš, kakšne sem jaz volje. Tako da tipkanje za mene ubija veliko priložnosti. No. Ja, se strinjam, pa tudi različne načine tipkanja imamo. Ne? Jaz recimo s tistimi prijateljicami ali pa prijatelji, ki sem že zelo dolg na vezi, pač pa nehaš uporabljati smajlije, pa oni točno vejo, da ni nič narobe. Ampak na začetku pa moraš pač, a ne? Ti smajliji so ena taka odvisnost, pa mi ni dal nobenega smajlija. In smo, mislim, navadili smo se jih in zdaj si zamislil nekoga, ki tega toliko ne pozna, ki je pač v nekem svojem poslu, recimo v moški energiji. Ja, brigajo jih smajli. In to super, hvala Bogu, se si želimo takih moških, a ne. In pol je pa skritiziran, pa ni dovolj čustven, pa ni dovolj topu. Tako pejmo na zmenk, pa se tam to zmenimo, pa tam to preverimo, pa mogoče skomuniciramo. Meni je pa ful všeč, kadar mi daš kakšnega smajlija, pa jaz verjamem, da moškemu, ko bo ženska všeč, bo pa pritisnuti smajli, ne. Moje, no. Ja, marsikaj se potrudimo, kadar imamo interes. Zanima me, kakšno imaš pa ponavadi povprečno starost, oziroma katere starosti pokrivaš v matchmakingu? To je šok tudi zame. Prvi,
ko sem jaz začela s tem, sem rekla, jaz bom tle podpora, doprinos ljudem, ki imajo mogoče kakšne še izzive, ali v stilu oblačenja, ali v komunikaciji, ali karkoli. Ne. Potem pa ko sem jaz to začela, so začeli prihajati sami lepe, izobražene, postavljene osebe, ki nimajo časa za to in bazen spoznavanja ljudi se res krči, ker prostorov ni več toliko. Mi se vsi trudimo, pa organiziramo marsikaj, ampak jaz, poleg tega, da povezujem samske tako namensko, se pravi osebno, se zelo trudim ponuditi tudi neke prostore, ala križarjenja, ala dogodke, kjer ne parčkamo, ne matchmakamo, ampak enostavno si želimo, da pridejo ljudje, ki so sami nekam sproščeno na dopust in se s tem labelom samski ne obremenjujemo. Ja. In se pravi, prvi šok mi je bil, koliko so ljudje lepi, čudoviti, postavljeni, fajn. Ne samo taki, ki rabijo kakšno pomoč, drugo je pa, da jih imam od 19. leta do pa 78. Oh, wow. Ja, ker drug moment, ki se pa pojavlja v naši družbi ravno s tem, ki si pa ti omenjala, je pa, da z temi aplikacijami skrivani za ekrani pa mladi se pojavlja pomanjkanje socialnih veščin. In mi, kar nudimo, kakšne tukaj tudi imamo delavnice, coachinge, kjer učimo, kako komunicirati, pa kako pravilno komunicirati, ker zdaj, en moment je, da v osnovnih šolah nas v financah pa v odnosih ne naučijo nič, tako da niti pravilno komunikacijo, niti kako bom rekla, krizno komunicirati, s kakšnimi prepiri delati, ne. Je vzorc, ki si ga videl doma pa starši niso imeli nobenih izobraževanj tudi na tej podlagi, ne. Tako da mladi pridejo, nimajo priložnosti, si bi želeli, ne znajo, ne, tam od tipkanja do zmenka, jih je potem strah, ne smemo pozabiti, da ogromno ljudi na spletu ustvari eno res lepo digitalno podobo. Ja. Potem je treba iti pa na zmenk. In jaz vedno opozarjam, dajmo ohranjati med digitalnim jazom pa resničnim jazom vsaj en most, ker potem res pride do tega, da so ljudje šokirani, ko nas srečajo in nas to pa še bolj prizadane. Se ta oseba si misli, bom tule ta zmenk preživel, ampak ona je drugačna, ali pa on, tle sploh nimamo pravil. Dajte ohraniti nekaj, pa bodite taki, ki ste se na koncu, ko se boste srečali. Boste mogli biti vi, ker takrat se šele vse začne. Dajanje v odnos, prilagajanje, iskanje. Tako da dajmo imeti med tem Instagrami profili, Facebook profili, našim nastopom na spletu en most do našega resničnega jaza. Ja, tukaj je res veliko, pa ne samo prevar, ampak kot si rekla, veliko ljudi več ne zna delovati v živo, Pa v živo je tudi neprijetno, pa veliko je zavrnitve, recimo, ker se mi zdi, da en velik problem je ta odnos do zavrnitve. Vsega imamo in ženske in moški, pri moških je to še hujška, moški res, mislim, jaz včasih, ko pomislim, da bi bila moški, pa koliko enih žensk te zavrne, na poti, to je res grozno, mislim, smo tudi ženske doživele, to boli, to ful boli, ampak te pa na nek način potem ojača, pa greš naprej, pa iščeš v drugo smer. Kakšne izkušnje imaš pa tukaj? To je res dobro vprašanje, mislim, dobra tema. Danes moškim, jaz sem zelo zagovornica moških, v današnjem času in absolutno žensk, ki si želim, da so ženske v ženski energiji. Moškim je danes tako zelo težko. Ja. Ženske smo se zdaj zadnjih 100 let zelo borile za ženske pravice. Povezujemo se v skupnosti, se podpiramo, si pomagamo. Včasih, roko na srce, nam to celo malo ne tako škoduje, ampak pri teh naših pričakovanjih, kakšne mi smo, kako izgledamo, kaj si mi zaslužimo. Seveda vse to drži. Ampak tukaj mogoče tudi malo kasneje v teh pričakovanjih. Moški so pa navajeni, zdaj se to spreminja seveda, ne čustev, nimajo nekih skupnosti, zdaj se tudi razvijajo, jih zelo pozdravljam, kjer bi se lahko med sabo pogovarjali, govorjenje o čutenjih, kar malo prepovedano, nobenih o tem ni naučil, to pustimo jokati, ne jokati, ja, še zmeri slišim, 40-letne moške, ne sam starejše, ja, se jokati se pa ne sme.
In v tem delu, jim je res težko, osamljeni so, nikogar nimajo, potem se pa od njih pričakuje, da bojo izdelani, da bojo čustveno inteligentni, da bojo inteligentni, razgledani, zaslužili ne vem koliko denarja, da bojo znali z nami ravnati, ko bomo imeli PMS, da bojo vedeli, kdaj mi rabimo, da nas pokličejo, da bojo vohali, kako se mi počutimo. Moški tudi rabijo navodila, rabijo se počutiti spoštovane. Mi jih pa pol kar kritiziramo, kolikokrat slišimo v družbi, a saj ni več pravih moških. Drage dame, so, samo a znamo mi pravilno z njimi ravnati, sta pravimi. A znamo z njimi jih spoštovati, jih znamo kaj drugega, kar sam pričakovati pa kritizirati. Sej vem, da znamo, ampak na tem področju imamo mi same kar velikega prostora za napredek, ker se situacija res se spreminja, tudi s temi ekrani, tudi moški več ne ve, tako v šali kdaj rečem, včasih je šel moški čez trg, v enem manjšem mestu ali pa vasi, pa je bil tam, 10 žensk, pa so čakale, pa se je on za eno odločil, pa je to odločitev imel, pa je bilo, zdaj pa preveč priložnosti, preveč možnosti. Ne ve, kako naj se vede, pri eni prinese rože, je zavrnjen, pri drugi jih ne prinese, je kritiziran. Res, mi pa imamo malo to gentleman, pa tak, pa jaz, ki delam z ženskami, izjemnimi, super postavljenimi, uspešnimi, slišim, 10, 50 žensk, 50 različnih vzorcev, kaj je za njo pravi moški in kako ne se zdaj te reveži prilagodijo, znajdejo, če ne drugače, da jim damo neka navodila in jim je težko. In v bistvu si moški želijo, da jih spoštujemo, da jih rabimo. A veš, kolikrat slišim, se ni več pravih moških. To sem zdaj že drugič ponovila. Ampak moški slišijo, da mi govorimo, saj vas ne rabimo, saj vse lahko sama. Seveda smo se mogli prilagoditi v tem času. Ampak jih rabimo, zelo jih rabimo in mi res moramo dati to vedeti. In seveda se znajdemo, pa multitaskamo, pa smo super, ampak dajmo biti za to doprinos temu našemu moškemu, dajmo ga podpirati, dajmo nekaj vlagati v to naše partnerstvo, ne pa sam pričakovati. In se mi zdi, da moškega, če ga tako lahkotno vodimo, da so pravi moški zelo dobri moški. Ja, jaz poznam ogromno čudovitih moških, res, skozi več v bistvu. Bi se pa še enkrat vrnila na podcast na začetku, ko sem ga omenila, ker mi je bilo ful zanimivo, kakšna je verjetnost, da bomo ženske našle to, kar mi mislimo, da si želimo. Ker sem se prav par tednov nazaj sem se pogovarjala z enim starejšim moškim, ki ga zelo ocenim, ki je kar nekaj stvari dosegel, ne samo tako v poslovnem svetu, ampak ima tudi družino in tako. In sem malo povedala svojo situacijo, sem samska, in je rekel, glej, Flora, tako je pri tebi. Zdaj ti se preživljaš sama, plačuješ si sama stanovanje, imaš službo, uživaš v svoji službi, si neodvisna, tukaj ti že veliko odpade, ker v resnici ga ne rabiš v osnovi. Drugič, ti si izobražena, se pravi, moraš najti enega izobraženega, ki ima podobno izobrazbo kot ti, podoben level, da v bistvu se boste lahko kaj pogovarjala, no tukaj ti sploh veliko odpade. Potem si bila pa ti še vzgojena, imaš neke vrednote, moji starši so še vedno skupaj, pričakujem določene stvari, ki jih je recimo, sem jaz gledala doma, ki jih je nudil moj oče nam kot družini, mi smo bili 4 otroci, to je bil zelo odgovoren, sem imela provider. Provider, steber družine, tako. Imam visoka pričakovanja, ker sem to gledala celo življenje. Je rekel, Flora, draga moja, tebi odpade 99, ne vem koliko odstotkov moških. Moram priznati, da tisti večer sem se pa prav zamislila. Sem rekla, pismo, to je pa res. Ja, tle se strinjam, ampak ne na ta način, da ti odpade, na način, če bi šla ti izpolnjevati, recimo, polhanje enih teh anket, bi dobila, da je 0. To moški zdate na svetu, kar seveda ni res. No? Pozabila si povedati, da si še izjemno lepa in tudi tudi v tem delu se ženske tega zavedamo in si potem tudi želimo. In s vsem tem, tle si ti zdaj naštela nekaj zelo dobrih lastnosti, ki so pomembne, tvoj oče, varnost, neka stabilnost. Mene
mene pač skrbi z osebami, ki jaz delam, kar imam jaz kontakta, pridejo se z nami in pridejo z željami. Veš, tukaj pa jaz vidim mogoče en izziv in to je televizija, družbeni mediji, Instagram in prijateljce, vsi nam ženskam govorijo, ti si pa zaslužiš. More biti, se pravi, sva rekli, more biti izobražen, v redu, izobraženih moških je kar velik, mora biti inteligenten, kar še ne pomeni, da je vsak moški inteligenten in izobražen. Razgledan, mora biti visok, danes je to zelo velik, mora imeti zelo visok finančni status, mora imeti lase, dostkrat. Res, ne? Ene pa ne, ampak mi gremo s temi, kaj nekdo mora imeti, a ne v tujini mora biti belc, ne sme biti temnopolt. In potem si res rečem, a so to, kar sem zdaj naštela, razen pusva te inteligence pa to, a so to res lastnosti, s katerimi mi pol živimo? Ne, sem imela tudi zelo lepe moške in a ne pa še ta športna postava pa to, ne? Ali so to lastnosti, ki zadovoljujejo družbene norme? Na koncu si nesrečen, če imaš samo to, če nimaš tega. Tako, in zdaj pa, jaz pa pač potem probam nadgraditi, da bi te današnje uspešne ženske, še tle se bom ustavila, a ne, te moški, ki pa še v ta, recva, 1%, imajo pa zelo veliko izbire, vem, kaj boš rekla. Imajo izbire, imajo pa tudi čist druga pričakovanja. Oni si vam mogoče ne želijo ful ene uspešne ženske. Seveda lepota je za moške pomembna, ampak lepih žensk pa danes z vsemi možnostmi, ki obstajajo, je vedno več. Oni pa si želijo podporno žensko v ženski energiji. Njih pa posel, pa koliko je ženska uspešna, ne zanima, jih pa zanima ženska, ki je samostojna in v nekem delu bo zase poskrbela, da ne bo zdaj drama queen, no? A ne pa skozi neki, ne bo razumela njegovega posla. Pa tako. Sam te moški, ki si jih te lepe ženske, pa me uspešne ženske želimo, si velikrat želijo drugačnih žensk, kot smo mi, a ne? In mi to kar težko razumemo, da potem mi vsi skupaj smo pač povprečni. Mi smo vse lepe, vse super, vse zgrajene, skrbimo zase, ampak to je zdaj ratalo povprečje. In zdaj moramo mi posegati po povprečnih moških, ki so ravno tako kvalitetni, uspešni, ampak imajo kakšno, jim manjka kakšna od teh lastnosti, tako kot tudi nam samim. In si želim, da bi gledali bolj recimo neko čustveno stabilnost, inteligenco, ljubezen do samega sebe, ker ko mi pridemo v življenju, v te viške, padce, izzive, tam je fajn, da imaš osebo, ki je stabilna. Tam imaš fajn, da je osebo, ki te podpira in to gre v obe smeri. Tam je pravi partner tist, ki ostane, ki se odloča za to partnerstvo, ki vlaga v to partnerstvo. In to si jaz želim, da bi iskali. In na koncu dneva pod to, seveda ne morajo biti osebe všeč, ampak na koncu dneva pod to dekco pa pred televizijo je fajn, da te nekdo objame, ob katerem se počutiš varno, kot je bil pač tvoj oče, ker veš, da bo nekdo poskrbel za tvojo družino, za tvoje otroke. In zato ne rabimo imeti 1,90 m pa lase. Dobro si to povedala. Mi skoraj kar zmanjka, ko začnem razmišljati. Ne, tako se mi zdi, da se pač vsi te standardi, vsi te, ki ti vse nekaj govorijo, so malo popačali naše predstave o tem, pa pač res je veliko izbire, a ne? Jaz bi tle malo mogoče apelirala na drage dame, na nas vse, vključno z mano. Ko si to iščemo, ko zbiramo, prva stvar je, ko jo jaz zelo želim si je, dajmo najprej dobro poznati sebe. Kaj si res mi želimo? Kaj mi res potrebujemo? In štartati v nek odnos, kaj bom pa jaz dala v to partnerstvo, ne samo nekaj pričakovati. In dajmo pol gledati, v katerem delu se bom z nekom srečala. In v katerem delu bom jaz bila, ne vem, to mi pa res pomeni. Jaz vem, da jaz velikrat rečem, lej, miza je tvoj bodoči odnos, imaš 4 noge, imaš 6 nog. Ponavljam, se upravičujem vsem, ki me veliko poslušajo, ampak res je, če se ena od teh nog zlomi,
pač mi zapade. Dajmo določiti 4-6 lastnosti. Meni je vse, kaj je to. Seks, komunikacija, ribičija, ne vem, nekaj, kar te pomeni, ker si ti želiš, da v tvojem partnerstvu, ne glede na to, kaj reče družba, kaj reče norma, kaj reče romantični film, tisto, kar tebi iz tvojih vzorcev, iz tvojih vrednot, iz tvojih izkušenj, res izjemno veliko pomeni in je tvoj deal breaker. Dajmo tisto si napisati, ostalo pa probimo skomunicirati. Ker, a veš, kje jaz vidim, kje nastaja izziv in pri ločitvah in pri novih partnerstvih. Ženska ima ta prijateljski krog in potem nekoga spozna. In reče prijateljica, ta pa res ni dosti dober zate, lega kakšen je, ne vem, premejhan, plešast. Ne, najlažje. Ni dovolj, ne vem, nima dovolj dobre službe, ne? On je sam, ne vem. Pa tudi, če je uspešen podjetnik. In ti moraš biti kar ena močna oseba, da zdaj v tem svojemu ženskemu krogu, ker te one podpirajo, pa ti dobro hočejo, rečeš, jaz bom to presodila. Jaz vem, kaj je zame dobro. Takole, ko se mi to pogovarjamo, si vse prikimamo, pa ko gremo pa domov, nam je pa to, kaj reče okolica pa družba, zelo pomembno, čeprav trdimo vaš čas, da nam ni, ker se je svet spremenil, pa mi živimo, da ne, ampak na koncu dneva, ko smo sami sabo, pa želimo biti družbeno sprejeti, sploh od prijateljic, želimo fit in pasati nekam, in je to kar težko. In je isto opažen, tudi ko prihajajo kdaj kakšne stranke k meni, ne. Saj, če bi vse to vedela, se ne bi ločila, ampak so prijateljice rekle, da si zaslužim boljš. Ne, takrat je res fajn, preden se ločimo, da se usedemo, pa se razmislimo, pa si poiščemo pomoč, zakaj bomo nekaj naredili, ne samo po vzgibu okolice. Čeprav se tlele mogoče ne sliš, je pa to kar pomembno in je kar en velik faktor. Tako da v tem delu, ko si to iščemo partnerstva, dajmo biti v stiku s sabo, dajmo sebe poslušati in dajmo pač najdeti ljudi, ki nas bojo podpirali. Ne? Pač prijateljica, ko bo rekla, če je zate dober zame tudi, če se boš opekla, tle je moja rama, tle je stol. Ne tiste, ki sodijo zato, ker so mogoče malo zagranjene, mogoče malo nesrečne, mogoče imajo doma kaj tacga, kar jim ni všeč, pa so ljubosumne na tvojo srečo. Dajmo si zaupati. No? Ja, malo je takih ljudi, ki ti zares iskreno prvošijo. Zelo, zelo malo. To starejši, ki si bolj, ki ti gre bolj, to ugotoviš. Ampak to s prijateljskim krogom je zelo zanimivo, ker ja, na koncu je tako važno, kako se ti sam pri sebi počutiš. To je sama pri sebi zelo veliko vidim. Recimo, ko greš na razen, naprimer je bilo to zdaj leto pa pol skoraj nazaj in greš čez vse faze greš. Pa je boljš, pa je slabš, pa je boljš, ampak itak na začetku si jezen, čez vse neke procese greš, ampak na koncu pa v bistvu itak je najbolj pomembno, da sam sebe vprašaš, zakaj nekaj ni funkcioniral, kaj si ti želiš, zakaj si mogoče tako osebo izbral, a ne? In kaj so, tako kot si rekla, kaj so tvoje osnove, ki jih želiš imeti v partnerstvu, in dokler se v to ne poglobiš, se mi zdi, da boljš, da ne začneš nekaj novega, ker potem samo isti vzorc pride in ga preigravaš, dokler se ne naučiš svoje lekcije. In zato sem jaz rekla, pač ne, zdaj pa kar lepo boš sama in boš par stvari poštimala. In mi je bilo zelo, zelo fajn, ker sem v tem času toliko enih stvari prebrala, poskusila, poslušala, predvsem pa spoznaš samega sebe. Je pa to lahko dvorezen meč, ne? Ker pa točno poznaš samega sebe, imaš pa res pač postavljene neke standarde, postavljene neke osnove, ki so ti pomembne in pol pač najbrž traja očitno nekaj časa, da se nekaj tazga, kar je za tebe pripelje mimo. Ampak ful mi je bilo zanimivo, kar si rekla, pa se bom spet vrnila na podcast pa na tega Pavla, ki sva ga omenjali, jaz sem potem tudi njegovo knjigo prebrala in je zelo dobro rekel, bolj kot je oseba samozavestna, manj je važno, koliko je njen partner oziroma njegov, se pravi partnerka, privlačna. Na vides, a ne? Ker ti veš pač, kaj ti nekdo znotraj sebe daje. Ja, ker se mi zdi, da pa veliko, sploh tako, ko malo opazujem okolico, pa še je samo v takem poslu, pa če sem šel v biznisu, kjer je veliko stvari samo navzven, da se ljudje res veliko potrjujejo čez partnerstva, da je važno, s kom si, kakšen status ima, koliko je lep, koliko je občudovan, koliko je to. Ampak ja, pismo, to je res zelo močen dvorezen meč. Tle smo odprli zdaj kar nekaj tem. Greva mogoče na začetek, ko si rekla, da si ful delala na sebi, absolutno super.
Dejstvo je, tle sem en moment, tudi jaz sem šla, sem 5 let nazaj ločila in sem ful delala na sebe, ampak ko sem prišla v neko novo partnerstvo, sem ugotovila, da pač nekih stvari ne moreš predelati drugače kot v partnerstvu, ker ti tam odpre neke rane in točke. Absolutno pa pozdravljam, da med enim in drugim partnerjem postaviti nekoga v iste čevlje, je tako, ali si sama to predelala, ali pa predelaš v partnerstvu, v katerem je. Dostakrat karatajo v partnerstvu težave, jaz rečem, ali boš predelala to v partnerstvu, ali boš pa pač šla iz tega partnerstva, ker se vedno tudi ne da, mora biti oseba na drugi strani tudi. Ampak mi dve govoriva, da gledaš o sebi. Pogledam včasih, pač te moški, ženske drugemu prižigamo neka stikala, nekaj, kar moraš ti za podelati, nekaj, kar moraš ti za pozdraviti, zdaj, a to narediš v partnerstvu, a to narediš sama, je absolutno nerelevantno. Važno je, da se zavedaš, kaj je tvoje, kaj imaš ti za pozdraviti in na čem delati in ne samo o tem govoriti. Ja, absolutno. To si beremo, pa govorimo, to, kar si ti rekla, sem šla čez razne, to mi že pove, da si res delala, ker najtežje je pogledati vase in si priznati, da imaš neke stvari, katere lahko izboljšaš, kjer imaš prostor za napredek, da tudi ti v partnerstvu si imel stvari, za katere si odgovoren. In v tem delu je meni, jaz nikoli ne rečem, kdaj je čas za partnerstvo. To se ne oseba sama odloča, ampak da se zaveda, tako kot zdaj govoriva, da bom stopila v partnerstvo, vem pa, da sem, ranjena, vem pa, da ta trenutek ne morem tega, da to skomunicira, da to pove, da ne pričakuje, da jo bo partner v srečo. Ja, to je največja napaka. Tle je čist vice versa. In jaz zdaj jaz sem vse super, vse imam, sam še enega, ki me bo srečo. To absolutno ni prostor, ne čas za partnerstvo, ker boš razočaran. Na tem delu ti ne bo uspel. In zdaj, če si izbereva iz napačnih razlogov, ali pa kdaj kakšnega partnerja dobimo, vedno tacga, ker nam bo zrcalo nekaj, kar imamo mi za pozdraviti. In zdaj, če si zdaj mi, in potem pa mi v tej vezi zrastemo, seveda ta partner, če z nami ne raste, grejo pač stvari vsaka v svojo smer, čez komunikacijo nikamor ne pridemo, normalno, da se razidemo. In zdaj, če smo si mi izbrali napačnega partnerja, normalno, da stvari ne bojo šle okej. In pol pride določitev in določitev ne pride zaradi financ pa varana. Določitev prihaja zaradi tega, ker ljudje ne komuniciramo o teh stvarih. Ljudje ne komuniciramo, zakaj prihaja do varanja. In ločimo se zato, ker pride, do kritiziranja, do prezira, do nespoštovanja, do umikanja. Eni se začnejo braniti, eni se zaprejo, se ne pogovarjajo. Pa včasih nimaš druge rešitve. Pri varanju pa tako najbolj pereča tema, zakaj se vara, kako se vara, kdo vara, je pač za mene pri varanju je podlaga ne komunikacija, ne pogovarjanje in predvsem v seksu. Seks je, če bi tako pogledala, edina stvar, ki nas loči od, imaš enega dobrega prijatelja, pa imaš partnerja. Res je. Seks je edina tista stvar in pa ta globja intima, ki nas ločuje od prijateljev in od drugih ljudi, tudi ženski, predvsem moške, nasprotni spol, oziroma isti, če smo istospolni. In v tem delu zelo si želim, da bi ljudje več komunicirali, da bi se več pogovarjali o seksu, o tem, kaj si kdo želi, kako si kdo želi, na kakšen način si kdo želi. In se naučili komunicirati, izhajati iz sebe, učiti drugega, si tukaj pač pomagati. In pač žal v današnjem času bolj varajo ženske. Zakaj pa to? Ker jim je dolg čas. Ker nam je dolg čas. Prisotni izvzeti. Nikoli ne obsojam, sploh ne, zato ker nisem tam in nikoli ne vem, kakšne so zgodbe v zadnji. Si vedno vsi želimo, da ne bi varali, ampak da bi se to ali pogovorili ali razšli. Ampak eno so, kaj si želimo, pa eno je, kaj imamo mi družbeno normo, drugo je pa, kako je v nekih domovih, v nekih odnosih, kako stvari tečejo. Če imaš ti zdaj dva, kar jaz se veliko ukvarjam v zadnje čase, z tem, da partnerji v partnerstvih in v zakonih ne seksajo več, že leta.
Ampak drugače pa res super funkcionirata. Se imata rada, se spoštujeta, se podpirata, sta res izjemen par. Ne? In zdaj bi si želela seksati, pa je zdaj že toliko preveč časa potekal, takrat je zmanjkalo seksa, takrat se je seks nekako prenehal, ali je bil prepir, ali so bili otroci in se zdaj ne znata nazaj sestaviti. In zdaj, ne vem, imaš ti kakšne take znance, prijatelje, pare? Slišala sem ful veliko zgodb, ki imajo ljudje kakšne travme, zaradi katerih jih ali za nekaj časa mine čist, da bi seksali, ali jim kakšna določena situacija ubije libido. Ful enih zgodb poznam, zdaj ne bi jih javno delila, zato ker so. Ampak poznam veliko ljudi, ki imajo resne težave s seksom. Če se recimo osredotočva zdaj na partnerstvo, jaz tako si želim, mi to že vemo, ženske imamo notranje spolne organe, tam noter ni prav velikenih čutnic, moški imajo zunanje spolne organe in se hitro pride do tega vzburjanja in hitreje doživljajo vrhunce in jim je ta pač sam spolni akt lažji in lažje doživljajo tudi orgazme. Medtem, ker ženskam je težje, prvič smo že narejene za nadaljevanje rase, drugič imamo pač te čutnice zunaj in se težje in nas je težje vzburiti, in pač imamo tudi, in pri teh vzburjenih se je treba zavedati, bom tako rekla, moškim, se že vsem moškim jasno, da je treba, da rabimo ženske pred igro, ampak a vejo moški, vaši moški, tisti moški, s katerimi ste bile, kaj za vas pomeni pred igra? Kaj vas, to ne mešati romantike pa erotike, in že moški vzburjajo, recimo so spontano, imajo neka ta spontana vzburjanja, vidijo neki, pogledajo, vidijo revijo, vidijo kaj na Instagramu, pa so že ready, oni bi v 5 minutah lahko že doživeli vrhunc. Nas ženske pa večinoma smo pa tako odzivno se vzburjamo, na nekaj se odzivamo in ni res, da je pomanjkanje libida, ni res, da pade in da ni navzven že, ampak se moramo za to potruditi, mi to noter imamo vse, smo zakopali, tudi moški so zakopali, Ja, travme, izkušnje, pomanjkanje vzburjenja. In zdaj jaz tako zelo poudarjam to erotiko. Tudi pač pri moških, dajte, punce, povejte, kaj vam je fajn, dajte se pogovarjati, si ni treba prosim ne kritizirati, povejte, kaj vam paše, kaj si želite, pokažite in povejte, da rabite, za to več časa kot 10 minut, pa ne zato, ker to ptički na vejah čivkajo, ampak zato, ker se ženska pač vzburja toliko dalj časa in potem doživi izjemen vrhunc. In zakaj ne seksajo, če meni zanč, tudi znanc rekel, seksava več, pa rečem, pa je bil pa slab seks, je bil malo užaljen, pa se malo nasmejala, ampak dejstvo je, da vse ženske rade seksamo, če je seks dober. Dober seks je pa tist, kjer je čas, kjer je erotika, kjer je nekaj, kar nas vzburja, kjer si nekdo vzame čas, in potem varamo in gremo v neke nove odnose. Zakaj? Ker pač vzburjenje je na začetku, pa kakšno leto traja, pa ne trka več na vrata, pa ga je treba pa odkriti, se je treba ukvarjati s tem, je treba vlagati v odnos. In jaz absolutno razumem, da pride do otrok, da pride do težav v službi, do izzivov v življenju. Ampak najbolj zmotno je spoznanje, zdaj pa sam enega, ne vem, zdaj pa končno sem prišla v partnerstvo, zdaj se je del šele začel, in pol najprej malo poližemo ta med, pol je treba pa delati in začne se vse pri erotiki, pri seksu, pri komunikaciji, ker potem, če je dober seks, pa dober orgazem, pa se dva ujameta, pol lažje kakšne druge stvari premostita. Ja, res je. Se pravi, če te prav razumem, glede na to, da si ločila ogromno parov in jih ogromno tudi spravila zdaj skupaj, je glaven problem komunikacija, ki potem vodi v nezadovoljstvo, nespoštovanje, v to, da nehaš seksati in tako naprej. Za mene pač komunikacija je ključ. Če bi mi dve zdaj, tudi imamo 5 jezikov ljubezni. Tako, tudi tega sem se želela še dodati. Ja, ampak imamo tudi komunikacijo v seksu. Enako, sex languages pa love languages enako so meni pomembni. Ker tudi samo te jeziki ljubezni
niso dovolj. Potem mora priti do pač slišanja pri seksu. In kako rešiti neke stvari, kjer pa ne zmoremo nekomu nekaj ali ustrešiti, ali narediti, ali pomagati, bom rekla, ali pa mu iti naproti. Komunikacija, če bi jaz danes govorila špansko, pa ti ne bi znala, kaj bi se zmenili? Težko. Mal bi Mal z rokami. Pa še to bi pol, ne? Absolutno govorica telesa, ton je 70% komunikacije. Seveda zelo pomembna je govorica telesa, zelo pomemben je ton, zvok, način komunikacije. Ampak besede pa le prinesejo pomen. Pravilna komunikacija, recimo, še to si želim pravilno komunicirati, manj kritizirati, več se fokusirati na dobro in več izhajati iz sebe. Če ti rečeš svojemu, zjutraj boš odnesel smeti, prideš domov, on reče, seveda, prideš domov, ta 10. ni odnesel, a spet nisi odnesel smeti. Če si isto dosežeš, se rečeš, res mi je všeč, kadar odneseš smeti, takrat se tako dobro počutim. Isto poveš, ne rečem, da bo kdaj rezultat. Mogoče jih bo, če boš se razburila, prej odnesel, manj zadovoljen, ampak izhajati iz sebe, kadar mi prineseš darilo, kadar mi pomagaš pospraviti, kadar me slišiš, kadar se z mano pogovarjaš, takrat mi je fajn, lepo, ne pa ti me nikoli ne poslušaš, nikoli mi nič ne pomagaš, obratno gre tudi, sploh ne apeliram na ženske, tle govorimo o neki pozitivni komunikaciji, a ne pol pridejo seveda do pripirov, mi se vsi branimo, v resnici se v duši ljubita, telesa se pa krigata in ne slišta. Greva še malo v te teorije navezanosti, katere obstajajo, pa malo njihove lastnosti. Ja, pri teh teorijah navezanosti v bistvu začenjamo vse odnose. To so neki vzorci, ki jih dobimo v mladosti vezano na naše vzgojitelje. Nekako se osredotočamo zadnjih 100 let po tej meri Applegate, po 3 vzorcih te navezanosti in sicer oseba, ki je v mladosti doživela neko varnost, kar pomeni, da je kadarkoli je bilo kaj narobe, doživela neko stisko, je tam bil nekdo, ki je rekel, tukaj sem varno je, lahko se pogovoriš, ne boš kritiziran, dovolj si dober, ta oseba ima neko tako, v partnerstvo se to prenese kot vzorc neke varne navezanosti. Se pravi, počuti se varno, kar samozavestno, lahko ponuja podporo, empatijo. Potem imamo pa pač neke osebe, ki so starši bili zelo zaposleni in pa to tudi mogoče malo prenesemo, to tudi gre še malo v zgodovino, ki so bili starši zelo zaposleni in nikoli nisi vedel, kdaj bo prišel, kako bo prišel, a ko boš prišel domov, bo jezen, slabo oceno ali bo rekel, ok, se zgodi. Ta nestabilna, sej so bili prisotni, ampak nikoli nisi vedel, kako bojo odreagirali, recimo, in si velikrat si mogel to malo pozornost pri njih iskati in potem imaš neko tako anksiozen tip navezanosti, kjer vedno malo hrepeniš, pa vedno malo veliko tipkaš, pa vedno rabaš veliko te pozornosti, nisi sam tako, če me cel teden ne pokliče, jaz vem, da je ok, je varno, že ima, to zaupanje je mogoče manjše. Se pravi, pri teh anksioznih navezanostih, in to spet nosimo v partnerstvo, med tem, ko imamo pa pol ta tretji, ki je pa mogoče najbolj, je pa ta izogibajoča navezanost, avoidant, v angleščini malo lažje, ki je pa oseba v mladosti zgradi razumevanje, razmišljanje, jaz sem sam, jaz bom sam, jaz se lahko zanesem samo nase. In tukaj čustev ni. Medtem, ko pri varni navezanosti je varno čustva kazati, ne bo zavrnjenosti, pri tej anksiozni je, delno ja, delno ne, pa zelo hlepimo, pa veliko dajemo, pa smo dostikrat prazni nazaj. Se poznaš kakšne primere, ker oseba takoj plane, pa ful daje, pa ne dobi nazaj, pa se niti ne vpraša, a sploh tista oseba na drugi strani to potrebuje, a sploh tista oseba je taka, da bi to dajala, ker velikrat se ravno privlačijo se te izogibajoče osebnosti, pa anksiozne osebnosti, ker varne, tisti, ki je zelo dober, varen tip, to je, mi rečemo nice guy, to
te ženske, ki so anksiozne ali pa mogoče izogibajoče, sploh ne zanimajo, ker niso dovolj zanimivi. Čeprav so v bistvu te najboljši. In so tudi zanimivi. Način so dolgočasni, pa brezvezni. In kaj se zgodi, ko vidiš nekega izogibajočega, moškega izogibajočo pač lastnostjo ali kako vzorcem, potem ženska, recimo, bova rekli, mu tipka, mu piše, ona je skozi rabi pozornost in zdaj oni jo ne daje. In pol pridemo do tja, da se on umakne, ker mu je preveč in ne zmore in niti ne razume in on noče teh čustev. In se potem pa seveda, če se zdaj paše mu pa, ne njemu, tle sva spet pri tem tipkanju, paše mu pa, do neke mere jo spusti, da ona njemu daje, ampak vrača pa ne, ker vračanje čustev je pa nevarno, jaz sem sam zase, jaz sem lahko sam zase poskrbim, jaz nobenega tle ne bom spustil. In se tudi oni niso v tem delu izpolnjeni, ker če ne odpreš srca, ljubezen ne gre na not, niti ne gre pol ven, je zaprto. In zdaj prideva potem spet tukaj do spolnih odnosov in do seksa. Prideva do teh one night standov, ki se velikrat po tipkanju zgodijo. Punca tipka, si želi navezanosti, si želi čustvovanja, končno ga je srečala. On pa pride, pač ima ta one night stand, ne da nobenih čutenj, njemu je še fajn, doživi vrhunc, varna oseba z varno, te osebe, ki imajo varno navezanost. Varno navezanost, pa recimo anksiozno navezanost. Te osebe težko delajo z one night standi. Težko delajo že z friends with benefits. Zaradi tega, ker tam ni čustev. Vse razlika med friends with benefits, če se gresta, da ni drugih partnerjev, da ni nekih odgovornosti in ni čustvovanj. Ker če ne pa pol že label, vanila in odnos in partnerstvo, to pa osebe, ki imajo izogibajočo osebnost, zelo, zelo straši. In morajo na tem kar veliko narediti. Kar bi jaz tukaj rekla, je, da je fajn, da vemo, kdo smo, kje smo, in da je fajn, da vemo, koga smo privlačili, če smo trenutno v odnosu, ali koga privlačimo, in da na tem samo delamo. Sej v bistvu to nekih slabih ljudi ni, razen če vzameva te psihopate, narcise. Drugače smo vsi ljudje dobri, ločijo nas pa neka vedenja. In zdaj pri teh osebnostih so samo različna vedenja. In če se nekdo tega zaveda, ali pa če pa v partnerstvu to skomuniciramo, se na tem da ogromno narediti in dva lahko lepo zgradita neko čisto lepo varno navezanost. Zdaj je ful govora o narcisih, Zdaj kar že vsak narcis, vsak, ki se mu ne daje, kar že narcis pa to. Ja, pa se to predavajo. Ja. Jaz se počutim zelo, jaz se včasih počutim da smo zelo neodgovorni do tega, da kogarkoli obsojamo glede tega. Narcisoidne motnje so močne, imamo strokovnjake, ki o tem predavajo. Lahkotno rečeno, to je nekdo, ki ni sočuten, sigurno od sočutnega človeka pejmo stran. Če govorimo recimo o rdečih, zelenih... Od nesočutnega si mislila. Od sočutnega nočemo iti stran. Od nesočutnega človeka pejmo stran. Od človeka, ki ne daje. Od človeka, ki te ne sliši. Ampak ločiti moramo, tako kot sem prej rekla, od vedenjske različnosti, se pravi, ali se je nekdo pripravljen spremeniti, in od tega, ali ima nekdo neko tako motnjo, ali psihopat, sociopat, kar pa mi res težko kar na prvo žogo, pa na prvem zmenku, se mora res nekaj drastičnega zgoditi. Za vse te ljudi velja, a veš, da na speed datingih najbolj prosperirajo narcisi, pa psihopati. Ja, sem poslušala, sem knjigo njegovo, zvočno knjigo sem poslušala. Oni najbolj znajo manipulirati z ljudmi.
In je treba biti pač previden. Na začetku vsakega partnerstva je treba biti previden in stopati počasi in opazovati sebe. In če si ti postavljena, tako kot ti zdaj si, in boš zdaj nekoga spoznala, boš gledala, ali je tvoje življenje, ko počasi z njim stopaš po stopnicah, boljše ali slabše, a ti daješ v odnos. Si slišana, si videna, ali si bolj zadovoljna, ali v bistvu te zdaj ta odnos pa ni v doprinos. Veš, koliko mi je zanimivo, da po drugem dejtu že vidim, a bo to šlo v pravo smer ali ne bo. Tako mi je jasen. Raboš službo. Mislim, seveda je veliko enih vzorcev. Jaz vedno svetujem, prosim, ne me obidi, 4 zmenke vsaj. Okay. Zato, ker na prvi zmenke je tako tipanje energiji, drugi zmenke je, da se sploh nekaj slišimo, no? Mogoče vi mlajši rabite manj. Pa se pa šele po 3., 4. zmenku se eni ljudje, ki so mogoče izogibajoča osebnost, se malo spustijo, in izogibajoča osebnost moškega, ženske, ne pomeni, da je ta oseba slaba. To so lahko izjemne osebe, ki so se samo čustveno zaprle in jo je škoda zgubiti. Sam zato, ker na drugem zmenku ni mogoče glih čustveno toliko zelo, inteligenten, čeprav vse to se prepozna, ne? Ampak jaz pravim, ne toliko hitro metati puške v koruzo, dajmo ustrajati pri, kadar spoznavamo ljudi malo. Poldam 4 priporočaš, ok. Kaj sem že hotela vprašati? Ja, ti rdeče pa zelene zastavice, tega bi se rada še dotaknila. Predvsem to, a se lahko človek spremeni? Lej, kjer je volja, tam je pot. Recimo nekdo, ki je varal v preteklosti. Zelo krivično bi bilo reči, da nekdo van se čitar, olove se čitar. Zelo se radi tega oprimemo, ampak dejstvo je, mi se vsi učimo, mi vsi rastemo. A jaz gledam naprej, ali gledam nazaj. Seveda, da je možnost, da je nekdo, ki je varal, bo spet varal, če nekih stvari, vzorcev, izzivov ni predelal, ni pri sebi. In tudi ena oseba, ki nikoli ni varala prej v enem odnosu z enim partnerjem, kjer je bila zelo slišana, pa ne vem, recimo, da se je rešila ali pa je umrl ali pa kar, ko pa zdaj najdla, pa se ne bo najdla, pa bo vseeno stala zaradi varnosti, ker mogoče spet nekaj ni predelala, pa bo ta oseba varala, ki nikoli ni varala. Mislim, pravilo je, da pravila ni. Pri varanju si jaz res želim, da gledamo vase in da kadar nekaj pogrešamo, kadar ne vidimo, da ne sodimo oseba po preteklosti, ampak gremo spet v komunikacijo. Da rečemo, jaz sem bila prevarana, ali pa ti si varal, greva tako, ti si varal, mi dva sva zdaj skupaj, mene to skrbi. Jaz si želim, na začetku, malo več s tabo slišati, malo več SMS-ov. Jaz bom potem delala na tem, da ti bom zaupala, ampak ta trenutek ti zaradi tega, ker to vem, težje zaupam. In zdaj, a nas ta oseba sliši ali ne, ampak dajmo na mizo naše strahove. Dajmo povedati, ne, ti si tak, ampak jaz ta trenutek imam s tem izziv. Zdaj, če nam gre oseba nasprot, super, če nam ne gre, pa itak super, ker na koncu bomo nas bo tako razžrali to, kar nam, a ne? To mi je ena zanimiva stvar, ker poznam par parov, ki so tako začeli, da so se v bistvu prevarali. Mislim, da se pravi, da je se začel odnos z varanjem, torej, da je prišla ena oseba z nekom skupaj, ki je bil v odnosu in sta potem one dva bila potem skupaj, ampak kar sem opazila, tako samo navzven, če gledam, da je bilo ogromno nezaupanja, ravno zaradi tega, če sem jaz lahko tebe speljala, mogoče te lahko še ena druga. Pa to je čisto upravičeno nezaupanje. Dejstvo je, da ti v tistem trenutku tej osebi, s katero, recimo, da zdaj pač govoriva, jaz sem prišla v nek odnos, kjer je moški prevaral svojo ženo z mano, recimo. Ne? Ja, normalno, da sem jaz takrat v tistem trenutku njemu nekaj dala, kar je njemu doma manjkalo. Ampak, jaz pa tudi nisem bila v tistih čevljih in ne vem, kaj on ni dajal, da ona njemu ni dajala tistega, kar je njemu manjkalo. In zdaj prej smo bili pri seksu. Dostkrat pol gremo v ta seks, ker je zunaj naše veze, kjer je že vzburjenje in erotika pošla. To bolj zanimivo, se to bolj dvigne, ampak mi prej kaslej. Zelo, zelo pomembno. Če mi vzamemo partnerja, ki ni nič predelal, ali v odnosu, ali sam,
se nam bojo čist iste stvari zgodile v bistvu z njim, ker se bojo njemu iste stvari zgodile. On bo v nas našel nekaj, kar bo nam čuden, da nam govori iste stvari, kar je govoril o ženi bivši, pa tega mi sploh nismo vedeli, da imamo, ali pa da je to naš izziv, ali pa da to, pa se jaz tega ne delam. Prav slišiš, da ni tvoje. Ampak ker on tega ni predelal pri sebi. Pa prosim, ne obsojam moški, gre obratno. Ženska pač gre, je neslišana doma, ni videna, velikrat tudi ženske pogrešajo seks, končno najde moškega, super, potem pa se isti vzorci začnejo ponavljati, če tega same pri sebi ne pozdravimo in ne predelamo. Ja, meni se zdi ena ful velika rdeča zastavica, ko smo prej o tem govorili, da v bistvu se z nekom dobiš in da ful grdo govori o svoji bivši. Ali pa kontra. Ker jaz sem se pač mogla, jaz sem rekla, dokler ne bom stvari predelala, ne bom začela dejtati. Mislim, tudi ne bom se spuščala v nove odnose, ker vedno smo vsi krivi. Mislim, oba sta kriva, En na eni strani, kriva, odgovorna pač. En na eni strani, en na drugi strani. In odnos pride, da te nekaj nauči. Jaz v to res verjamem. Itak, manj ko imaš zavedanja, več napak delaš, pa itak odraščaš, ful enih izkušenj dobivaš, imaš zlomljeno srce, te to ogromno nauči, ker pač moraš začeti delati na sebi in tako naprej. Tako da jaz recimo zdaj sem ful hvaležna za svojega bivšega, ful, ker sem se ful naučila iz tega odnosa in ne bi za nič na svetu tega zamenjala. Ampak sem pa videla dostkrat, da ljudje so potem zafrustrirani, pač, sploh če je recimo bil nekdo zapuščen, Ja, tako, tega je tudi veliko. Kako bi se pa s tem spopadala? Če greva sam, prej v bistvu nisem odgovorila, s temi zastavcami, jaz bi rekla, glej, to, kar si ti zdaj povedala, absolutno drži. Jaz bi rekla, ljudem priložnost, a več ni dobrih pa slabih ljudi, več ali manj so dobre pa slabe kombinacije. In nekdo z nekom je nekaj mogel pozdraviti, nekdo z nekom je bil samo namenjen za del poti, zdaj si pa ti na vrsti in zakaj bi ga sodila po preteklosti, da poglej, tako da za mene ni rdečih zastavic, razen nespoštovanja. Vseh to, kar smo prej govorili o tistih narcisih, psihopatih, kar kasneje ugotoviš. In predvsem se mi zdi recimo ena zelo, zelo pomembna stvar, če vidiš, da oseba vlaga v odnos, da se trudi. Tudi če nekdo je recimo avoidant, je izogibajoča osebnost, ampak se trudi, daje in ti pogledaš, on je bil v prvem nastropju, jaz sem pa v 10, on stopa proti meni, ni v 10, ampak prišel pa je na drugega, pa se pravi se trudi, jaz si želim, on v bistvu ful dela zame. Meni je to pomembno. Koliko ta oseba se trudi delati na tem, da bi išče, recimo bo oseba, ki je varala, rekla, jaz si želim, deva to, deva tret, da si ne želi. Ali pa če ti najdeš osebo, ki reče, tak sem. In zdaj nekdo, ki že nespoštljivo govori do natakarjev, do drugih, ali pa o bivših. Ali pa o starših. Za mene spada v tisti red flag. Ja, to se strinjam. Pa se mi zdi tudi, da skoraj nikoli nismo čist na istih levelih. Saj se po eni energiji ujamemo, pa smo kompatibilni, ampak vedno je en mal višji, en mal nižji, pa ima en dobro obdobje, pa ima en slabše obdobje. Včasih se zgodi, da ima sta oba gor dol, ampak točno to, kar si rekla, največ pomeni to, da se v bistvu je nekdo pripravljen truditi in tudi takrat, ko nima najboljšega obdobja, da ni potem zafrustriran, ker tebi gre pa dober, zdaj pa bom jaz tebe dol potegnil in tako tega se mi zdi, da je veliko tekmovanja. Ja, sploh med ženskami pa moškimi, ki smo recimo ženske tudi uspešne, pa ful delamo, pa to. Tega je res je veliko. Res hvala, ker si to omenila, ker to je res, ampak tukaj je res pač ta moška energija, znač ni z njo narobe. Ženske, moška energija je pač oboji moramo imeti oboje. Zdaj, svet trenutno še stoji na moški energiji, se zelo spreminja. Moška energija je fokus, strategija, tekmovalnost, providerstvo. Ženska energija pa bolj podporna. Pa jaz ne govorim, da moramo uloviti gledati pa, ne vem, rožce nabirati, ampak podpirati, razumeti, biti sočutne. In zdaj za eno tako močnemu moškemu, ki je v moški energiji, kakršnega si želimo, moramo biti podpora, moramo biti support, moramo biti kaži pot. On se veš iz preteklosti lovc, je pa tudi zgrlo, ona je pa naredila dom. Še zdaj je tako.
In ne, da ni pravih moških, a ne, nočejo tekmovati z nami. To oni se počutijo, kot da imajo tam enega frenda, ki se mora z njim zdaj boriti. In Sam ženske tega nočemo, vse ženske hočemo biti v ženski energiji. ja, ampak tle imamo ful prostora za napredek. Ja, verjamem, ja. Ne? Ker enostavno, poglej, mama samohranilka mora organizirati, mora biti strukturirana, Ja. mora biti v službi tekmovalna. A ne? In zdaj pride domov in pred vrati, recimo, če imaš pa partnerstvo in pred vrati reči, zdaj bom po ženski energiji, je to res izjemno težko. A ne? In je treba se tega zavedati in na tem delati in se tudi doma pogovarjati o tem. Pa smo pa še hormonsko vezani na naše cikluse, to tudi ni zanemarljivo in tudi o tem je treba moški učiti, da nismo, da imajo v enem mesecu pač doma lahko tudi 4 različno hormonsko različne ženske. Imela sem Vesno Juva na podcastu, tako da tisti, ki boste gledali in vas to zanima, ona je vse razložila o vseh ženskah, ki jih imate moški doma. Jaz to moški učim, res. In da s tem je življenje lepše in polnejše, ne pa kritiziranje. Ne? In tudi tukaj, a ne doskrat apeliram na ženske, pa se delam, pa sem taka. Nič ni narobe, bodi taka, kot si, izjemna si. Ampak če si ti, ne vem, 50% tudi v tej organizirani, strukturirani, tekmovalni energiji, potem ti pa še moški, ki je 50% v ženski energiji, ki pa ni zdaj lovc, pa medved, pa ne, ki je tudi tak, kot ti, malo tekmovalen, malo podporen. In jaz poznam izjemno partnerstva, kjer je mogoče ženska malo bolj uspešna, organizira, vse strukturira, moški pa doma podpira, gre po otroka, skuha, pa ga ona ceni, spoštuje, izjemno mu je hvaležna. In je on, ko ti prideš tja, ona njega postavlja za moškega. Ni tako, ne vse, jaz sem naredila, jaz sem kupila, jaz sem pri nas doma. Ne? Ona njega ceni, spoštuje in ga postavlja na pedestal svojega kralja. Samo organizirana sta drugače. In s tem ni nič narobe, v kateri energiji je kdo. In ta tekmovalnost pride, ko nas moti, da je nekdo, ne vem, v nekem vedenju in ne skomuniciramo, kaj si želimo. Saj mi bi mogoče to lahko skomunicirali. Sama veš, če mi pa rečemo našemu partnerju, zdaj pa ti organiziraj ta vikend, pa bo on pač nekaj organiziral, hribe, ti bi šla pa ful na morje, boš ti pol pogoten pred, super je, pa ne bo tako super, kot ti, pa ne, mogoče bo pozabil sendviče za otroke, pa se boš drugače znajda, ali boš pa ti rekla, nič hudega, če si pozabil, sem pa jaz prinesla, ga boš podprla, ne pa nadirala, pa jaz bi to boljš, pa jaz sem. In če se usedemo same sabo, pa spet na obe strani, ne, pol vidimo, da smo toliko bolj strukturirane in organizirane, ker si mi želimo navzven, kako naša družina funkcionira. Ker pri njemu nekaj bi bilo pa drugače. Če ga pa spustimo, pa ga postavimo, bo pa pač po svoje to naredil, pa ne bo treba tekmovati. Ja. In se tudi on ne bo počutil, on se bo počutil, da je dovolj dober, da je spoštovan, da ne rab tekmovati. In bo potem zrasla tudi erotika in seks in orgazmi. Skratka, moramo nekako zbalansirati naše energije s temi nasveti, ki si jih dala. S komunikacijo, ja. Ja. Za konec, mislim, sploh ne vem, koliko je ura. Jaz bi se s tamo lahko še cel dan pogovarjala. Ampak za konec me pa zanimajo še istospolna partnerstva, ker si bila pa tudi nekako na nek način pionirka v tej smeri, ker si prva organizirala križarjenje za njih, za samske. Kako pa tam? Kakšni izzivi so pa tam? Tam so drugačni izzivi, ker oni pač drugače funkcionirajo. Oni so pač v istih... Čist druga dinamika je komunikacija, je vedno ključ, spoštovanje je vedno ključ, a ne, jaz med njimi ne delam razlik, da bi tako rekla. Samo iščem, kaj si želijo, česa si ne želijo in sledimo spoštovanju, iskrenosti, zaupanju. Tako da meni, ko nekdo pride k meni, pa koga išče, jaz isto ravnam z vsemi, ker pač smo isti. Na koncu dneva si vsi želimo biti sprejeti, slišani, videni, dovolj dobri. Ravno zato, ker sem začela s križarjenji za samske, ker želim ne parčkati, ampak ponujati prostor, da so ljudje lahko skupaj. To je taka mini luksuzna križarka, da imajo dovolj prostora in imamo tudi delavnice, da se učimo o odnosih in da ljudje interaktivno govorijo, povejo drug drugmu o svojih izkušnjah,
so me v bistvu takrat, ko sem bila tam strokovnjakinja v oddaji Poroka na prvi pogled, spodbujali en gej, da bi tudi v oddajo dal en gej par, pa pač se za to produkcija ni odločila. Sem jaz rekla, bom pa jaz ponudila prostor, a ne, ker nekih za te retrite, pa za to pa ni pri nas še prav nekega prostora, kjer bojo lahko se pač tudi istospolni partnerji družili, spoznavali, bili sprejeti, bili neobsojani, ker ne glede na to, da se imamo za neko zelo odprto družbo, imamo tukaj še kar veliko prostora za napredek. Se strinjam, ja. Ampak, če pa potegnem črto, je pa v bistvu prva lastnost neko spoštovanje. Tako jaz tudi vidim, da ženske, dokler spoštujemo moškega, štimajo stvari, ki ga pa nehamo spoštovati, se pa stvar. Ga začnemo pa v bistvu prezirati. Ja, pa se pa to samo stopnjuje. Ja, in zdaj, če tega ne skomuniciramo, se obratno tudi. Ja, se obratno tudi. A ne, potem in je, ponavljam, ko spoznamo partnerja, ni konec, ampak je šele začetek trdega dela. No, evo, s tem stavkom pa lahko moja, ker zaključujem. Hvala, ker si bila moja gostja. Zdaj bi pa še rada dala priložnost, da povejo, kje te lahko najdejo, če jih še več zanima. Seveda, dobrodošli na spletni strani aglaja.si. Imamo na spletu telefonsko številko, na razpolago sem za vsa vprašanja, coachinge, delavnice, križarjenja in tudi kakšne, ko se razidejo, zlomljena srca, vse delam, pomagam, želim si biti čim večji doprinos vsem, ki si želijo karkoli okoli ljubezni, najti ljubezen, preboleti ljubezen. Mislim, da je bil že ta pogovor zelo, zelo, zelo bogat, tako da se lahko že iz tega marsikaj naučijo. Hvala za povabilo. Z veseljem, z veseljem. Skratka, hvala za poslušanje. Tudi prejšnji mesec, januarja, smo imeli s Jašo Dorelaj zelo podobno temo. Veliko sva govorili o ljubezni, sicer o malo bolj te tukaj noter, v nas samih. Tako da bom dala tukaj le tudi link do prejšnje epizode. Sicer pa še enkrat hvala za vse nasvete, za vso znanje in pa se slišimo in vidimo prihodnji mesec.